the smart money's on Harlow, and the moon is in the street, and the shadow boys are breaking all the laws. And you're east of East St. Louis, and the wind is making speeches, and the rain sounds like a round of applause. And Napoleon is weeping in the carnival saloon. His invisible fiance's in the mirror, and the band is going home. It's raining hammers, it's raining nails. It's true there's nothing left for him down here, and it's time. Lenart Zajc, lepo vas pozdravljam. Hvala enako. In vam čestitam za vaš roman z naslovom Kolesca harmonije. Ste izid romana praznovali? Imeli smo kot vedno predstavitev, tokrat je bila v mestni knjižnici, v čitalnici, prišlo kar nekaj ljudi, potem pa seveda, po predstavitvi pa seveda kot vedno sledil še kakšen kozarček in tako. Temu je sledila pa še predstavitev v Mariboru, v grajski kavarni. Tako da s temi predstavitvami in praznovanji smo zdaj za to pomladansko obdobje zaključili, jeseni pa naprej. Načrt je dober. Kaj pa založba, pri kateri je šel roman? Kakšno izkušnjo ste imeli z založbo? Moram reči, da je ena mojih najboljših izkušenj z založniki do zdaj, ker so zelo mi šli na roke, zelo poslušali, kaj bi si jaz sam želel. Dovolili so mi izbrati mojega oblikovalca, Lukata Valiča, ki mi je, moram reči, tudi sem publikoval eno od knjig, ki sem najbolj zadovoljen z njimi. Ker on se pa res lotil tudi tako preloma odstavek po odstavek, kjer je hotel imeti, da je bolj poudarek neke zgoščenosti, je zgostil tekst, ker je hotel bolj razrečati, več razmisleka, da bralce mačkano raztegnil vrstice, tako zelo subtilno, nič avtomatike, vse na roke naredil, tako da ja, zelo profesionalno, zelo dobro. Pa imel sem odličnega, res fenomenalnega urednika Boštjana Narata, s katerim sva se super ujela, super sodelovala, ker ta roman je bil tako precej hiter napisan, kakor je obsežen, kakor je zahtevna tema. Sem ga naredil približno dveh letih, slabih 2 letih. In sem rabil tle uredniško delo zraven, seveda, raven zaradi tega lovljenja med tekstom, med imeni. Tukaj je bil Boštjan perfekten, tudi z idejami, vedno pripravljen za debato, tako če me je kaj matral in tako da to je bilo res super. Pri kateri založbi je roman išel? Pri založbi Pivec. Kako ste izbrali prav to založbo? Slišal sem priporočila parih avtorjev, ki jih cenim in poznam, ki so rekli, da odlično sodelujejo z njimi, da so avtorju naklonjeni, da se tudi sodeluje pri promociji, da poslušajo avtorje in tako da sem rekel, zakaj pa ne. Tako da ne bi probali še nekaj drugega. Mogoče besedo 2 v naslovu romana Kolesca harmonije. Ja, harmonija kot glasba je seveda, kot je Pitagor opredelil, glasbo oziroma harmoničnost glasbe kot osnovno merilo časa, ker ga je razdelil na osminke kot glasbo takrat, in tudi je to seveda v to perfektnost se ujame čas in ga lahko razumemo skozi glasbo in skozi glasbo po njegovo lahko razumemo tudi vesolja in skozi matematiko seveda, skozi števila. In glasba je pa utelešenje števil v bistvu po njegovo, in tako je radila ta ime od tukaj. Potem je tukaj še podnaslov Roman o času. Ja, to je bil najprej osnovni naslov, Roman o času, na kar me je žena prepričala, da samo roman o času zveni suhoparno, da je malo tako, da bi ne dam še nekaj boljše. In pa sem razmišljal in so vratila še Kolesca harmonije. Težko rečem, ali je naslov Roman o času suhoparn, ker bi bil zelo zanimiv, ampak mogoče bi bil pa tudi problematičen, ker tega romana nisem bral samo kot romana o času, ampak tudi o disharmoniji. Tako vse je. To je mišljena ta disharmonija, disharmonija sobivanja. In ni samo roman o konceptu časa, kot bi si človek lahko mislil, ampak tudi roman o
času, v katerem živiš, ne, je vedno to ujeto in čas, v katerem živimo, je disharmoničen. Je, lahko bi rekel, da smo ljudje kot taki v tem času postajamo na nek način precej poškodovani, od te odtujenosti internetne, od te popadljivosti, ki se učimo skozi internet, v bistvu se s tem ukvarja, Roman ukvarja. Samo pa je to nekaj, kar sem tukaj začutil in se sigurno tudi skozi mene izraža, ko pišemo romano o tem. Skratka, padec vseh teh vrednot, ki se zreducirajo seveda samo na profit oziroma na finance, ne števaš toliko, kolikor zaslužiš. In seveda tako stališča, kjer v bistvu čast pa integriteta ne štejeta nič, šteje samo, ker če se splača, pa lahko zbiraš vsa sredstva, če te pri temu ne dobijo, oziroma če nategneš zakon še toliko boljšo, zdaj še večji frajer, kot vidimo tudi zdaj po parih ljudeh v parlamentu. In v bistvu vse to sem noter hotel nekako ujeti v temu. In tukaj je en tak protagonist, ki je točen ta tip, bivši policist, Dominik mu je ime, oziroma je policist, poznamo ga kot policista, specialca in tako, ki vse, kar dosega, je silo, in ta sila in moč mu največ pomenita, tako in tudi denar seveda. In to je on je en tak protagonist našega časa, ki pa se ujame v to časovno zanko in se ujame v to neko časovno večnost. Tako. Prav to sem vas želel vprašati. Podnaslov romana o času nekako namiguje, da tu gre za en čas ali pa da je čas nekako enoten. Ampak tu obstaja pravzaprav neko veččasje in hkrati en sam metačas. Kako ste zasnovali časovno podobo romana? Ja, osnovna ideja je, da pravzaprav časa izven časovno omejenih biti ni. Če gledamo, da se pravi bitja, ki smo končno čas dojemamo. Zdaj, ne glede na to, kaj si ga dojemaš na nek način, tudi drevo razume čase, letne čase, skratka, rastline jih razumejo. Verjetno jih ne štejejo, ampak razumejo pa na nek način, oziroma živijo s časom. Živijo s časom, ja. Zdaj, če bi to odvzeli, če odvzamemo živa bitja in vzamemo univerzum kot tak, kot neskončnost, neskončnost že samo po sebi pomeni brezčasje. Če ni konca, ni začetka, in če ni konca, ni začetka, ni časa, ni prostora, ni časa, je kaos, je vakuum. Ampak čas pa za nas, za našo percepcijo, da temu kaosu red, mu da smisel, nas umesti v času. In ta umeščenost nam dela ta kaos nosen, ker v bistvu, če bi nas kot tazga, ker živitek nam je ta pojem niča ali neskončnosti enako nedojemljivo, in če bi nas vrgel v to, se pravi, v tako situacijo, verjetno naši možgani tega ne bi preživeli. Podiva nekoliko počasneje s časom. Na začetku romana je neke vrste uvod, prolegomena o času, o kakšnem času, kakšno vlogo odigra ta nekoliko teoretski uvod. Ja, ta uvod sem dal noter v bistvu nekoliko za pripravo bralca, v kakšno smer o času bo roman razpravljal. Neke te postavke, gabarite časa, kot sem jih tukaj potem jaz delal na njih naprej, sem nekako tukaj zastavil. Zdaj, ne bom rekel, da je zdaj cel roman ilustracija te teze, ki je tukaj na začetku, filozofsko-znanstvene teze, ki je tukaj na začetku vzpostavljena, ki je utemeljena na tej Wheeler-Dewitt-ovi enačbi. Ampak je pa ta teza izhodišče za vas roman naprej. Zdaj, če ne bi bilo, ne vem, če bi se roman kaj zelo drugače bral. Verjetno prav zelo drugače ne. Ampak se mi zdi, da pa s tem, ko je, ga pa dopolnimo, da eno drugačen pogled na roman dobi bralec. Napove neke vrste horizont. Tako, ja. Tako. Potem podiva k naslednjemu poglavju, in to poglavje je pravzaprav podobno poglavjem o kakšnih kriminalkah. Obstaja nekdo, ki je zel, obstaja verjetna žrtev, nekako sobivata, nekako poskuša žrtev preživeti. Kakšna je pa vloga tega poglavja? Ja, v bistvu, to je zdaj malo tukaj težavno, te vloge poglavja zelo težko čisto razjasnim.
Ne, da bi bralcu preveč razpletel romana, ne? Ampak to poglavje je v bistvu, ki je uvodno poglavje, kot tako, bralcu predstavi to žrtev pač kot dva tujca, ki se znajdeta v Ljubljani v nekih 80-ih letih. Ne, kot pogled skozi okno vidimo tole kasarno na Roški. To sem si predstavljal takrat. S temi zastavami, z petokrakami in vse skup. Tako da to vidimo, da je to ta čas. Vemo, da sta tujca, ne vemo, od kje prihajata. Vidimo, da je zadaj neka huda zloraba, ker gre za neko deklico staro približno 13-14 let in za nekega starejšega moškega, ki je z njo, ki ima do nje malo neprimerno nežen ali pa očetovsko grob odnos. Ena taka hecna kombinacija in to bralca nekako malo pripravi na dva junaka zgodbe, ki se kasneje razpletata kot drugačna in se na koncu romana spet vrnete na ta začetek. To uvodno poglavje je nekako stvarno napisano, psihološko, lahko presunljivo in vendar verjetno. In potem to linijo nekaj časa razvijate, potem jo pa prelomite. In me zanima ta dialektika teh vaših prelomov. Kako spremljate neko linijo, kako jo potem spremenite, poženete žogo pripovedi v neko čist neznano drugo, tretjo, četrto smer. Ja, v bistvu ne. Sam to težko rečem, do zdaj sta mi pa dva bralca rekla, sta pa probala. Sem roman zastavil tako, da parkirite kol teh vinjet, ne, roman je razdeljen na poglavja oziroma na vinjete, ne, s katerimi se vsako poglavje začne, ki so nekako tako ilustrativno poglavje, ki napoveduje približen razvoj zgodbe. Ideja je, da parkiri kol vinjeti, lahko tudi pri zadnji bralec začne brati in gre potem cel krog, bo dobil ven isto zgodbo. Ne. Tako sem ga zastavil. Ne. In v bistvu zdaj to razbijanje ravno s tem namenom tako, ker tukaj seveda ne, če govorimo o neki nečasovnosti, brezčasovnosti, tukaj čas pa časovna linija ne sme igrati zdaj glavne linije. Ne, se pravi, ne, hotel sem bralca vplesti v roman tako, da skozi branje začne razumeti, da ta čas zdaj je zelo neoprijemljiv, ne, da ta časovnica, ki poteka skozi roman, da je neoprijemljiva in zaradi tega so tudi tako razbiti ti junaki na izginjajo, se pojavljajo, njihove zgodbe počasi sestavljamo. Me zelo veseli, recimo, ko sem slišal, ne, da je slog pisanja tak, da ga zelo hitro bereš, ampak pa ugotoviš, če ga res tako hitro bereš, da se zgubiš v romanu, v bistvu, ne, da moraš vedno hoditi malo nazaj pogledati. Zakaj, kje sem že zdaj, ne prišel, kako sem prišel sem in tako. To se mi zdi kar dosega namen. Ne. Pa ne gre tukaj za neko poceni beganje bralca, da bi hotel kaj tak efekt. To sploh ne. Nočem begati bralca, jaz hočem samo pozornega bralca, da spremlja, zakaj se je nekaj pojavil, pa zakaj se je nekaj zgodil. Rad bi preveril nek svoj občutek. Ti posamezni segmenti romana, ki se dogajajo v različnih časovnih obdobjih, v preteklosti, v sodobnosti, po bližnji preteklosti in verjetno tudi v neki prihodnosti, ko jih bralec bere, lahko ima dvojni občutek. Eno je, da so ta časovna obdobja nekako pripovedovana z neko ekvidistanco. Da neko obdobje ni nujno boljše od nekega drugega obdobja ali tretje od drugega in tako naprej. Hkrati pa se v teh zelo različnih časovnih obdobjih vseeno nekako jasni slika kakšne junakinje, kakšnega antijunaka. In končate pa z izrazito, bi rekel, temačno perspektivo. Od tu naprej bo šlo samo še navzdol, tukaj ni več neke svetle prihodnosti in tako naprej. In me zanima, kako ste uskladili, bi rekel, to neko ekvidistančno pripoved s to perspektivo prihodnosti, ki je temačna. In o tej prihodnosti tudi pišete v samem romanu. Tako, ja, ne, tukaj na začetek moram tle reči, ne, da za razliko od časovnih strojev v drugih romanih, ki se ukvarjajo s časovnimi preskoki, moj časovni stroj ne deluje tako, da bi bila samo ena linija prihodnosti začrtana. Ne. Se pravi, tukaj ni teza iz Terminatorja, da pošleš robota nazaj, ki ubije nekoga in boš s tem spremenil sedanjost, ne, iz kjer si poslal robota. Ne. In, ampak s tem, ko nekoga
bi poslal nazaj in bi tisti nekaj spremenil, bo s tem odprl vzporedno vesolje. Ne. Se pravi, tukaj spet izhaja malo, se vračam k kvantni fiziki in teoriji multiverza, se pravi, množstvo vesolij in vsaka sprememba odpre novo vzporedno vesolje. Ne. In se pravi, ta prihodnost, ne, ki je pravzaprav, ne, kjer govoriva v romanu, ne, ni prihodnost, to je iz našega vidika preteklost. Ne, se je naslov, mislim, na 1778 ali nekaj takega. 797. 1797, ja. Ne, ampak, ker se v preteklosti zgodil tak preskok, je ta prihodnost ta preteklost toliko pred nami. Ne. Se pravi, nekdo je v starem Rimu izumil parni stroj in se potek časovnice toliko spremeni, pospeši seveda, ne. Tukaj sem si predstavljal, kaj bi vse pomenil, ne, da bi Rimljani imeli parni stroj, da v bistvu pride ta za nas z vidika dogajanja in tehnologije in postapokaliptičnost iz našega vidika jo vidimo kot prihodnost, ampak ni, to je nekaj, kar se dogaja v vzporednem vesolju pred našim časom. Ampak, če narediva korak od teorije strun k vašemu romanu, vi ga končate nedvoumno. Ne? Obstaja neke vrste naddeterminantna, linija pripovedi, prihodnosti, časa in to napoveste s svojim zadnjim stavkom. In bi ga prebral. Novo nastali svet je bil utirjen na pot v pekel. Tukaj ni dvoma. Ne? Kdo bo ta zel junak, ki bo nadaljeval pripoved romana? Tako, to je z tega stališča ta prihodnost je zakoličena, ki jo spoznamo tam. Ne? Iz tega. Ne? Ampak to pa ne pomeni, da se prekine linija naše prihodnosti. V vašem romanu se? Ja, za te moje junake pa se, absolutno. Okay. Roman ima zelo zanimivo časovno strukturo, kot sem omenila, hkrati pa ima vrsto odlik. In ena izmed teh odlik je tudi ta vaša natančnost, ko se ukvarjate s posameznimi področji. Ne vem, če sem kdaj bral roman, v katerem bi bilo toliko podrobnosti, naprimer o orarstvu. Ja, to je ratala cela strast, ko sem to pisal, to je res. Zelo spremljal te ure, kakšne so take drugačne, te razne zbiratelje, kaj se zbira, kaj se prodaja, te zelo drage zbirateljske ure. Vse me je zanimalo, ko sem se to spuščal. Tako da sem se zelo poglobil v orarstvo, po orarsko industrijo, pa kaj pomenijo te mehanizmi in gibala in tako, kar bi meni prej tuji sveta. Tako, ampak mi je bilo dosti taka ljuba izkušnja, ko sem se s tem igral in to raziskoval. Tudi med drugim, ko sem to počel. Sicer pri vsakem romanu, ko ga pišem v zadnje čase, se vedno poglobim v te detajle, kjer jih pišem. Ker detajli se mi zdijo en tak pomemben del pisanja, oziroma razumevanja in predstavitev detajla se mi zdi zelo pomemben del pisanja. Če so pri detajlih, pri podrobnostih, velja omeniti še nekaj. Vaši prizori borilnih veščin, teh, ne bom rekel, pretepov, vaj in tako naprej, so tudi zelo natančni. Ja, to mi je pa verjetno, bi rekel, ostalo še iz vseh mojih ostalih romanov. V 5 do 12 sem imel te pretepe zelo nazorne in potem verjetno skozi to partizansko trilogijo sem to še izpilil. V romanu, o katerem se pogovarjava, ima zelo pomembno mesto jiu-jitsu, pa taekwondo. Ja. To ste preučevali? Jiu-jitsu sem treniral nekaj 2 leti, tako da tukaj sem malo to poznal. Taekwondo pa malo spremljam, pa gledam, kaj se dogaja in pol sem opazoval in povezal in uporabil. Če pogledava nekoliko širše na roman, kakšno mesto odigrajo takšne podrobnosti? Kako, na primer, slikajo značaje, kako pripomorejo k ekonomiji pripovedi in tako naprej? Ja, mislim, da te podrobnosti, prvič so pomembne, ker orišajo junaka, kažejo na njegove interese, kažejo na njegove fokuse, na njegov karakter. Vsakega posebej, kaj se kdo s čem ukvarja. Drug junak, recimo, ki mi je zelo ljub, Rok, to je orar, ima precejšen hobi do zgodovine, kar vidimo skozi njegovo potovanje in skozi Avstrijo, kjer opazuje to trdnjavo avstrijsko pri Salzburgu in se poglablja vanjo. In tako vsak ima nekaj svojega, v kar se zapleta in opisuje. In tukaj se mi zdijo te podrobnosti ravno z tega stališča kot neke
dodatne stranske zgodbice, pomembne za karakterizacijo junakov. Pa razumevanje pripovedi tudi. Če ostaneva za hip, naprimer pri Roku, pri tem njegovem zanimanju za zgodovino. Pravzaprav bi mogoče zadoščal zgolj stavek. Rok je rad bral zgodovinske knjige, naprimer. Ampak vi si privoščite eno tako zastranitev o razrednem boju pred stoletji in tako naprej. Pa me zanima ta pisateljski užitek, ko greste na neko stran pot in se potem vrnete na glavno. Ja, to se mi zdi tako zabaven početek, ko sem to... Se pravi, spet ena dodatna raziskava, ki počnem zraven, kaj se je dogajalo s tem gradom, pa zgodovino tega gradu. Po drugi strani mi je bilo pa najprej sem se ukvarjal, da sem mislil, to sploh rabim na ta način dati, točno, ker je čista stran pot, ker nikjer druge tega ne uporabim. In pa sem se tudi z Boštjanom o tem pogovarjala, ko sem to delal, pa rekel, ne, spust noter, fajn stoji noter, super je. Se strinjam z urednikom. Zato je pomemben urednik, to se mi zdi res nujno. Potem vidiš, da taki izleti, da pravzaprav bralcev dopolnijo zgodbo z neko, bi rekel temu, dodatna ilustracija, dodatna poglobitev, ampak očitno delujejo, očitno dobro funkcionirajo. Tako da odpirajo neke nove svetove. Tako. Kaj pa ženski liki? Kako ste jih zasnovali? Kakšne so vaše junakinje? Ja, junakinje so različne. Predvsem imamo, od tako rekoč deklic in na začetku, ker seveda govorimo, začenjam z najstniškimi leti tega junaka Roka in te njegove spomini, ki segajo v 8. razred, oziroma po današnjih merilih 9. razred osnovne šole, se pravi neko 14-15 leto. Do seveda zrelih žensk, ki se pojavljajo tako, ki se pojavljajo skozi roman. V romanu naletimo v bistvu na 2 pomembna ženska lika, oziroma ali rečemo pogojno 3, ampak v bistvu sta 2. Dodal bi vseeno tudi Dašo. Daša je malo stranski lik, ampak je pomembna, seveda. Ampak tako se mi zdi, najpomembnejša lika se mi zdi ta Poli, to je Irka, ki pomaga iskati to izginulo uro, ki kontrolira in nadzira čas, ki je tisto telo, ki stoji izven časa, in ker stoji izven časa, kdor se jo dotakne, ko teče, seveda lahko stopi z njo ven izven časa, mitološka ura, ki jo iščejo vsi urarji po svetu, vsi urarji in zbiratelji ur po svetu, noben je še ni videl, noben je še ni držal, ampak vsi pa vejo za njo. Skratka, en tak hecen predmet, ki niti ne obstaja, ki obstaja, ampak ne obstaja. Tako. Ki obstaja v imaginariju in tako naprej, v neki skupnosti. Tako, ljudje verjamejo van, oziroma v to uro. Tako je, taka bizarna skupnost. Relativno bogatih ali pa zainteresiranih ljudi, ki so odločili, da bo verjela v to, da bo poskušal najti svet igral urarstva. Po drugi strani je pa zelo pomembna ženska tukaj seveda Elija, nečakinja Dominika, tega policista, ki sem ga prej omenil, on je seveda psihopat, ta pravi v najbolj žlahtni naravi te besede, ampak kot vsak psihopat ima enega svojega, vsak psihopat ima kanarčka, ki ga pa obožuje in za katerega bi dal življenje. Ta njegov kanarček je ta nečakinja Eli, za katero skrbi. In tako to ne pomeni, da se kdaj ne poskuša znesti nad njo, ampak ta mala kot kakorkoli drobcena in takšna kot je, se mu je sposobna opreti. Vsakič, ker točno zaradi džiu-džica in tekvandoja džiu-džica je on sam učil in je vedno pol, tudi če se mu ona opre in ga premaga, je ponosen na svojo učenko. Moški spol ima izrazitega negativca. Med ženskami ni nobene negativke. Ne, nimam v tem romanu. Pomembno vlogo v romanu ima tudi seks. Ja, seks je tukaj veliko se pojavlja, ker sem ga hotel dati. Seks je pa dejansko namerno. Sem slišal od enih starejših bralk, da sem morda pretiraval z njim. Ampak to je namenoma je bilo zato, ker sem hotel skozi njega
ker seks, kot se pojavlja, skoraj da nikoli nič ne pomeni, ne? Razen med rokom in poli, ko vzpostavite odnos, vsi ti ostali seksualni prizori so samo priložnostni seks. Ne? In tukaj sem hotel s tem spet umestiti to naš čas, se pravi to konec 20. in 21. stoletja, ne? Čas intenzivnega konzumerizma, kjer se lahko ali ljudje prenažirajo, prenapijajo, predrogirajo ali pa preseksajo. Ne? In je tukaj ta seks nekaj, ker je postavilo eno tak konzumiranje užitka zaradi užitka, se pravi skoraj na nekem rimskem nivoju že. Ste se mogoče s temi svojimi starejšimi bralkami pogovarjali tudi o prizoru na mopedu na začetku romana, o prizoru, v katerem sta kot protagonista Rok in Luna? Ja, tukaj je zelo pomembna starejša protagonistka, namreč moja mati, ker Luna je bila tam stara namreč 13 let, je rekla, to pa ne gre. Mora biti pa vsaj 14. Kaj ste ji odgovorili? Ja, sem popustil pritisku. Čeprav najprej sem poskušal, mama, to so bila 80-ta, takrat so se vse stvari prej začenjale. Ne moreš to tako pisati o temu. Čeprav so bila 80-ta. Jaz se jih ne spomnim tako, se rekel, ti si bila takrat starejša. Ne. To pomeni, da je vaša mama vaša bralka? Ja, seveda. In kako bere vaše romane, konkretno ta roman? Zelo natančno, ne, glede na to, da je starejša dama, se pravi, se zelo poglobi v branje, izpisuje si, riše načrte romana in tako da dragocena bralka, ker opazi detajle, ki jih sam ne opazim. Ne. Moja prva bralka je moja žena, druga bralka je ponavadi moja mama. Kaj pa hčerke? Hčerke pa odvisno od časa. Ne. Zdaj, če se to dogaja v nekem času, ko so izpiti na faksu, odpadem kot zrela hruška. Prioritete so jasne. Prioritete so jasne, seveda, in to se meni zdi tudi pomembno, da takrat ne bi moril s tem. Prej sva se že pogovarjali o tem, kako opisujete roman marsikaj, kakšno zastrnitev in tako naprej. Ampak tisto, kar je zanimivo, vi v nekem hipu omenite tudi antisionizem. Zelo bežno. Aha. Ja, seveda, to je pa... govorimo o antisionizmu, kot se pojavlja danes, ko si antisionizmu obdolžen zaradi tega, ker pravzaprav nisi antisionist, ampak si proti se pravi, nimaš proti judovskega sentimenta, imaš pa proti zionističen sentiment, kot se trenutno dogaja v Gazi in to, kar počne Izrael pod Benjaminom Netanjahujem. Česar jaz nikakor nočem posplošati na vse Izraelce, sploh ne na vse Jude, ogromno se jih je temu zoperstavili, spregovorili proti. Izraelci imajo veliko protestov proti temu, jih policija pretepa, o tem se zelo malo poroča, ampak se pa vidi preko teh njihovih strani, kjer sami to objavljajo, da so proti temu početju. In jaz mislim, da bi morali o tem bolj javno govoriti, da to je verjetno napaka, da to projiciramo na celo nacijo, to zlo, ki vodi trenutno to nacijo. Jaz upam, da tega ne počnemo. Mislim, da ljudi odnaša tudi v to vodo. Ne. Zaradi tega, ker je pa po drugi strani ta propaganden stroj na družbenih omrežjih, se pravi ta zionističen, na ta način tako močen, tako agresiven, s tako agresijo nastopa, da ljudje, sem že večkrat opazil, uporabljajo že nacistične plakate proti judovske nacistične plakate, ko odgovarjajo na nje, ker razumem bes in razumem jezo, ampak se mi zdi pa to neprimerno. Namreč antisemitizma ne smemo enačati z antisionizmom. Ne. Sta dva različna sentimenta in dve popolnoma različnih stvari. To je kot da bi Nemce enačil z nacizmom. Tega enačaja ne sme biti pri nobeni naciji, čeprav zgleda mogoče v momentu še to grozen, vedno so posamezniki ljudje, ki se proti temu borijo, v kjeremkoli okolju. Lenart Zajc, hvala vam za vaš roman Kolesca harmonije in hvala za pogovor. Hvala tudi vam, da sem bil lahko gost v studiu. Z veseljem. And it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time.